Hej, ja, dajmo govoriti o tem. V zadnjem času sem na Instagramu, Facebooku, YouTubeu, pač pridimač povsod dobila kar nekaj vprašanj glede mojih las, ker če se spomnite, sem še začetek leta imela vse to pobrito in glede na to, da ni niti eno leto minilo, so mi lasje kar precej zrasli. Priznam, da je tudi mene kar precej šokiralo in vem, da v tem momentu izgleda like a hot mess, ampak je to del nasveta oziroma zadeve, o katerih hočem govoriti. Tako da, kar gremo. Na lase, kožo in vse skupaj nič ne toliko vpliva, kolikor vaša prehrana in miganje. I know, we all hate to hear it, ampak je res. Kar daš v telo, se bo one way or another poznalo tudi izven telesa. Jaz moram to odzaditi nekako zrihtati, ker drugače me bo motlo in bom konstantno si popravljala. Be right back. Ok, zdaj lahko malo bolj mirno govorim, recimo. Torej, ja, zadeva, kar jo noben noče slišati, pa še kako resnična, kar date v telo, se bo kazalo zunaj in na nohtih, in na laseh, in na koži. Če boste vsak dan jedle McDonald's in pile hektolitre kave, ja, guilty, in nič vode in nič gibale, cele dneve samo Netflix and chill, bo vaša koža to pokazala. Bo začela, oziroma ne samo koža, tudi lasje bodo se lomili, bodo suhi, bodo nikamor ne bodo pršli. Če pa začnete od znotraj nekoliko bolj zdravo živeti, nekoliko poskrbeti, da malo več vitaminov pa mineralov vnesete, se bo tudi to poznalo. Zdaj, dve stvari, kar bi lahko rekla, da sta meni tudi pripomogli, da mi toliko hitro rasejo lasi in da so povezavi s prehrano oziroma s tem, kar zaužijem, sta od malince. Ne, to ni nikakršen ad, to je moj honest opinion. Prva je neoluščeno proso. Že nekaj let nazaj sem na blogu pisala o malincinem neoluščenem prosoju, ker je kolegica s faksa mi povedala, da potem, ko je njena mati zaradi stresa začela kupe las zgubljati, je začela to jemati zjutro, da je dodala v jogurt eno žličko in da so ji lasi začeli res lepo nazaj poganjati. Takrat je mene pritegnilo, zdaj uporabljam ne toliko pogosto, kakor bi hotela, glede na to, da imam to že par mesecev, ampak kadar se le da, da se spomnim, definitivno dodam v kosmiče in mislim, da neke razlike je. Mogoče je to placebo, zaradi tega, ker mi je sošolka na faksu povedala, ampak ja, slišala sem že ogromno zgodb za neoluščeno proso, tako da it's worth a try. Plus, mislim, da ful ne stane toliko, 2-3 evre, ful je poceni in le koliko ga dobiš. Če vsak dan samo eno čajno žličko. Kar traja lepotni miks. O tem poslušate po moje vsako naročilo, kar imamo od malince, pa predstavim v Instastoriju. Vsak drugi dan govorim na Instastoriju, ampak res priporočam nakup. Mamo sem že prepričala zadnje, ko sem šla v DM, sem mi kar jaz vrgla noter v košarico, pa si je že ona začela kupovati. Top zadeva. Noter je MSM in pa camu, kamu, kakorkoli. MSM, kakor veste, je mineral, ki poskrbi za lepše in trdnejše nohte, za lase, za kožo. Overall pa dejansko se reče kakor nek beauty mineral. Kamu, camu, kakorkoli. Je pa dober vitamin oziroma dober način, da dobiš vitamin C v telo. Ker MSM se najboljše absorbira v kombinaciji z vitaminom C. Jaz na začetku nisem vedela, da je tudi camu tukaj noter in dejansko sem dodajala limonin sok in pol to noter, ampak mi je pa zakon vedeti, kar sem enkrat končno odkrila, da dejansko je že vse zmiksam, dodaš samo vodo, smuti, kamorkoli in je to to. Priporočam nakup 120%. V DM-u mislim, da je okoli 10 evrov, ampak ga imaš pa tudi, to je moj, se mi zdi, drugi od nekje začetek leta. Drugi od začetka leta in imam ga pa še 3/4 tega. Definitivno ja, tak mineral oziroma supplement, ki kožo, lase in vse poskrbi, da se sije, da je vse zdravo, da lepo rase, da bolj hitro rase in you need this! In ne, ni nobene, nič ne dobim, da vam to priporočam. To je moj 120 honest opinion. Dosti me vas je sprašvalo tudi, kakšen šampon uporabljaš, pa sigurno tiste od L'Occitane ali Melvita ali ne vem česa, kar so bili pa celem Instagramu. Ne, žal, sem mislila, da jih bom sprobala. Sem bila že noter na poti, ker je tudi mene ta njihov ad skoraj dobil in pa sem si rekla, FDS, jaz grem na simple zadeve, ker razmišljam, kdaj sem imela najlepše lase v življenju, kadar nisem nič komplicirala.
Bolj ko sem začela komplicirati, bolj ko sem začela in barvati, če pomislite prejšnje leto samo koliko barve sem imela, in maskice, to je še zmeri močno priporočam maske, bolj naravno oziroma bolj ko je boljša sestava, boljše. In ja, treat yourself. In ja, tudi jaz bom sprobala tiste maske. Ampak se mi zdi, za tako neko redno uporabo pa ne rabiš vsega tega. Se mi zdi, da gremo nazaj na tiste basike, na čim bolj naravne, na čim bolj simple zadeve. Jaz izdelka, ki jo vam bom pokazala, sem dejansko nabavila zaradi tega, ker sem bila v džimu, zraven imam Hofer in sem pozabila svoj šampon in svoj balzam, tako sem bila nekaj pač kupi and it turned out to be awesome, zato vam zdaj priporočam. Prva zadeva je torej šampon in sicer od Xiaomi. To je moja šauma. Od Xiaomi Nature Moments, Mediterranean Olive Oil and Aloe Vera Repair and Anti-Split End Shampoo. Torej za poškodovane lase, ja, vedno uporabim to zaradi tega, ker od 3. razreda osnovne šole sem si barvala oziroma bleaching, razbarvala lase, ker moja naravna barva las je črna, vmes veste koliko tem, ko sem že bila od blond do roza, do plavo. Tako zmeri vzamem repair. Tudi zaradi in likanja, kodranja in vsega tega, je nek presežek? Ne, sem jih že dosti boljših probala, dosti boljše efekte sem imela na moje lase, ampak za day to day, why not? Vseh malo bo šel v koncu, mogoče bo končno prišel od L'Occitana na vrsto. Maybe. Ok, za balzam pa ta od Siena. Ali je to Lidl bilo? Ne. Kdo ima Sien? Lidl ali Hofer? Ampak da jaz bi kupila nekaj, kar ni s Hoferja, bi bil že čudež. Tisti, ki gledate moje iste storije, veste zakaj. Za drugim pa nam več forsirala, because people don't get the joke. Torej ja, Sien Professional regenerator s keratinom. Keratin, protein, s katerega je las sestavljen. Zmeri, kjer ga lahko dobite za lase, vzemite. Dejansko ful priporočam, ful mi naredi mehke lase, ful mi naredi dobre lase. Bom repurčala. Skoraj sigurno, pa ful je bil poceni spet, 2-3 evre, ker sem jaz gledala samo to, da čim prej nekaj vzamem, da se grem pod tuš, da grem lahko začeti delati. Torej ja, to sta dve stvari, ki jih uporabljam. Ne, trenutno ne uporabljam nobenega olja, nobenega spreja, imam enega od... Kaj so tisti? Zdaj ga grem iskat. Tak je toliko, ko se spomnim, uporabljam tudi od Schwarzkopf Fugly Sweet Liquid Keratin Complex, seveda spet keratin, ampak se redko kdaj spomnim to, mi se zdi, imam že 1 leto, ne vem, če je sploh še safe za uporabo, ampak ja, vsake toliko, drugače pa kaj dosti ne. To je se mi zdi lih tisto, kar je najbolj spremenilo stanje mojih las in poleg hrane in gibanja in vode, kar je number one in bi jo mogla biti prioriteta. Ampak se zdi, da ena stvar tudi, ki je dosti spremenila vse skupaj, je, da sem nehala se toliko badati z lasmi. Če mislite leta nazaj, kolikrat sem spremenjala barvo, koliko sem likala, kodrala, koliko različnih olij, gel in vse zdaj preprosto pustim lasem, da so. Zaradi tega, ker treniram, probam vsak drugi dan, so lasje 3/4 časa mastni ali pa v repu. In ne vidim pol smisla, bi stalno dala nekaj produktov gor, ker itak bom čez 2-3 dni imela mastno. In sem začela res dosti manj nasploh jih umivati, toliko da jih ne spiram dol tistega olja, kar je lasem naravno. Ne likam, hence to, oziroma probam čim manj likati, čim manj kodrat, ker imam naravno že precej skodrane. In ja, it was a hard battle, da sem se nazaj navadila na to frizuro, na tako stanje, ampak lik to sem hotela v tem videu se vam tako pokazati in verjetno še v prihodnjih videih, da vam pokažem, da sprejmite se take, ko ste, z razlogom ste take, z razlogom ste naravno. Če bi bili vsi isti, če bi imeli vsi tiste perfect beach waves ali pa, ne vem, perfektno ravne lase, bi bilo boring. Sprejmite se, narava ve, kaj dela in ja, kakor se nekaj, tudi mene še včeraj sem razmišljala, kaj če bi si dala spet podaljške, pa črne, pa tisto, ampak se mi zdi, manj ko delate z lasmi, bolj vam bodo lasje hvaležni, bolj bojo lepše rasli in again. Če mislite, na začetku leta sem bila tukaj cela zabrita, vse okoli and look at me now. Definitivno lasje lahko ful hitro se pomorejo, je dosti odvisno od genetike. Jaz sem tako hvaležna, da imam dobro genetiko, kar prije do las, nohtov in vsega tega. Sicer ja, mati si je z leti to uničila, ker je bila takega karaktera kot jaz in konstantno spreminjala. Ampak
nehte toliko mučiti lase, bi rekla prvo, probite se izogibati čim bolj uporabe likalnikov, kodralnikov, vem, je težko, še posebej nekdo, ko sem jaz, ker sem celo življenje likala in kodrala in ne vem kaj lase, je težko se odvaditi. Ampak zato so pa super tisti dnevi, ki jih lahko date v rep, ko se ne obadate z njimi, da vas mine, kadar bi smislili, tako kot jaz zdaj, ko ful razmišljam o podaljških, res resno razmišljam o tem. In sem rekla, si vzamem še malce obdobje, če bo še želja, te si grem dati, če ne pač ne. Ampak dejte si tisti čas, da se ne obadate z njimi, če vam grejo zelo na živce, če bi si izlika, nekako jih spnite gor in probite pozabiti. Pa dejte tisti dan nekaj spremeniti z make-upom. Raje, ko pa se smisli to, ker če pomislite, če date na kožo 200 stopinj, kaj bi se zgodilo, z lasmi to delate vsak dan ali pa vsak drugi dan. Jaz ne vem niti nazadnje, kdaj sem si sfenirala lase. Vse prepustim naravi, jaz se, kadar bo zima, bom verjetno bolj pogosto, but yeah. Torej, če bi mogla 5 stvari recimo izpostaviti, bi to definitivno bilo jej več vitaminov in mineralov, ne dehidriri se, hidriri se čim bolj, uporabljeno oluščeno proso, ne biti kot jaz, pač malo bolj pogosto, lepotni miks rabiš v življenju in ne kompliciraj. Ok, to bo za ta video vse. Upam, da si vsaj kakšen nov nasvet dobila, da ti prije kaj od tega tudi prav, ali pa da boš mogoče poskusila kaj od tega. To še najbolj priporočam. To je number one, to rabiš. Ok, to pa za ta video vse. Upam, da ti je bil všeč. Ne se pozabi naročiti na kanal, da ne zamudiš naslednjega in se vidimo drugič. Čau, čau!